Ko je odhajal iz templja, mu je rekel eden izmed njegovih učencev: Učitelj, poglej, kakšni kamni in kakšne stavbe. Jezus mu je dejal: Te velike stavbe gledaš. Tu zagotovo ne bo ostal kamen na kamnu, ki bi ne bil zrušen. Ko je sedel na Olski gori nasproti templju, so ga Peter, Jakob, Janez in Andrej na samem vprašali: Povej nam, kdaj bo to in kakšno bo znamenje, ko se bo vse to bližalo koncu. Tedaj jim je Jezus začel govoriti: Glejte, da vas kdo ne zavede. Veliko jih bo prišlo v mojem imenu. Govorili bodo: Jaz sem, in bodo mnoge zavedli. Ko boste slišali o vojnah in govorice o vojnah, se ne vznemirjajte. To se namreč mora zgoditi, vendar še ni konec. Vzdignil se bo namreč narod proti narodu in kraljestvo proti kraljestvu. Potresi bodo na mnogih krajih in lakota. To je začetek porodnih bolečin. Vi pa pazite nase. Izročali vas bodo sodiščem in vas pretepali po shodnicah. Pred oblastnike in kralje vas bodo postavljali zaradi mene, njim v pričevanje. Najprej pa se mora oznaniti evangelij vsem narodom. Ko vas bodo vlačili in vas izročali, ne skrbite vnaprej, kaj boste rekli, temveč govorite to, kar vam bo dano tisto uro. Ne boste namreč govorili vi, temveč Sveti Duh. Izdajal bo v smrt brat brata in oče sina. Otroci bodo vstajali proti staršem in jih pobijali. Vsi vas bodo sovražili zaradi mojega imena. Kdor pa bo vztrajal do konca, bo rešen. Ko pa boste videli gnusobo opustošenja stati, kjer ne sme, Kdor bere, naj razume. takrat naj bežijo v hribe tisti, ki so v Judeji. Kdor je na strehi, naj ne hodi dol in naj ne stopa v svojo hišo, da bi kaj vzel iz nje. In kdor je na polju, naj se ne vrača po plašč. Gorje pa nosečim in doječim v tistih dneh. Molite, da se to ne zgodi po zimi. Tiste dni bo namreč stiska, kakršne ni bilo od začetka stvarstva, ki ga je Bog ustvaril, do zdaj, in je ne bo več. In če Gospod ne bi skrajšal dni, ne bi bilo rešeno nobeno meso. Toda zaradi izvoljenih, ki jih je izvolil, je skrajšal dni. Če vam tedaj kdo poreče: Glej, tukaj je Kristus, ali glej, tam je, ne verjemite. Vstali bodo namreč lažni Kristusi in lažni preroki in bodo delali znamenja in čudeže, da bi zapeljali izvoljene, če bo to mogoče. Vi pa pazite, vse sem vam vnaprej povedal. Toda v tistih dneh, po tisti stiski bo sonce otemnelo in luna ne bo dajala svoje svetlobe. Zvezde bodo padale z neba in nebeške sile se bodo majale. Tedaj bodo videli Sina človekovega priti na oblakih z veliko močjo in slavo. In takrat bo poslal angele in zbral svoje izvoljene od 4 vetrov, od konca zemlje do konca neba. Od smokvinega drevesa pa se naučite priliko. Kadar postane njegova veja že moževna in poganja liste, veste, da je poletje blizu. Tako tudi vi, ko boste videli, da se to dogaja, vedite, da je blizu, pred vrati. Resnično povem vam, ta rod nikakor ne bo prešel, dokler se vse to ne zgodi. Nebo in zemlja bosta prešla, moje besede pa nikakor ne bodo prešle. Za tisti dan ali uro pa ne ve nihče, ne angeli v nebesih, ne sin, ampak samo Oče. Pazite in bedite, ker ne veste, kdaj pride ta čas. Tako bo kakor s človekom, ki je zapustil svoj dom in šel na potovanje. Svojim služabnikom je izročil oblast, vsakemu svoje opravilo, vratarju pa je naročil naj bedi. Bodite torej budni,
ker ne veste, kdaj pride hišni gospodar. Zvečer, ob polnoči, ob petelinjem petju ali ob zori. Da vas ne najde spečih, če pride nenadoma. Kar pravim vam, pravim vsem. Bodite budni